Se pravi, lep pozdrav vsem. Smo na izobraževanju o sodobnih informacijskih tehnologijah. Letos smo nekako začeli s tem novim formatom podajanja informacij, pravi računalništvo se spreminja, tako da smo rekli, gremo v tej smeri mi naprej. Z nami je danes Miha Srebrnjak in bo predstavil več o umetni inteligenci, ki je zelo vroča tema že kar nekaj časa. Jaz pa sem Petra iz Zveze slepih, me poznate iz področja tehničnih pripomočkov. Jaz bom malo gledala, če bo kdo slučajno neutišan, pa se bo kaj preveč slišalo, tako da bomo imeli dobro za slišati, no, da bomo vsi dobro slišali. Strukturo predavanja bo majčkeno predstavil verjetno Miha, ampak čisto na koncu bomo imeli še malo diskusije, debate, tako da lahko pa tudi v chat recimo vpišete kakšna vprašanja, pa bomo tudi na koncu šli čez ta vprašanja. Tako da, evo, Miha, hvala, ko si se udeležil in nam boš zdaj tole odpredaval, beseda je tvoja. Dober dan vsem skupaj, saj veliko vas, ki tukaj me drugače poznate. Za tiste, ki me ne poznate, se bom na hitro predstavil, se pravi Miha Srebrnjak, star 29 let, skoraj, no, naslednji torek imam rojstni dan. Sem iz Dolenjske, iz okolice Novega mesta. Jaz sem v bistvu opravil srednjo šolo, smer računalniški tehnik. Bil sem slaboviden do 13. leta, po 13. letu sem pa v bistvu zaradi očesnih bolezni, krvavitve očesne in tako naprej, sem pa dokončno izgubil vid, tako da od 13. leta naprej sem v bistvu popolnoma slep. Zakaj sem se v bistvu jaz odločil, da bom šel sploh v srednjo šolo v računalniško, nekako se mi je zdelo to najbolj perspektivna smer, da grem delat, ker se mi nekako se je zdelo, da se mi lahko po opravljeni tej šoli odprejo poti za naprej, precej lažje poti, kar se dela tiče. In ja, lahko tudi sam rečem, da se mi je to kar obrestovalo. Sam precej spremljam področje računalništva in pa tudi mobilne tehnologije. Moram reči, da v teh, recimo, 10 letih se je v računalništvu spremenilo kar precej stvari, tako da ja, vam bom danes tudi nekako to probal pokazati. Zdaj zadeva je taka, zdaj vas je že kar veliko noter, v glavnem, jaz bom v bistvu delil zaslon, ga že delim, tisti, ko vidite, delim zaslon, delim pa tudi zvok računalnika, se pravi, vi boste slišali tudi moj govorec. Vse, kar bom jaz naredil, zaradi tega, da vam bo lažje, sem dal pa slovensko sintezo Tino, ne mi zameriti, če se bom majčkeno lovil z njo, ker jaz drugače uporabljam vse v angleščini, ampak ne mi zameriti, če se bom pri kakšni stvari majčkeno lovil, ker pač jaz delam večinoma samo z angleško sintezo, ampak saj ni problem, bomo že zgurali počasi. No, danes smo se pa zbrali tukaj, da vam pokažem, jaz iz osebne perspektive, kako uporabljam umetno inteligenco in kako lahko ta tudi nam slepim olajša življenje. Vemo, da se je to nekako začelo med časom korone oziroma bolj po koroni, pred tem pa tega načeloma niti ni bilo, ne. Če se spomnite, včasih smo imeli, ne vem, pred temi AI zadevami, a se spomnite še recimo tisti, ki ste uporabljali Vision aplikacijo, ko ste, ne vem, ko si na primer naredil neko sliko in ti je samo povedal, ne vem, na sliki je drevo, ne, ali pa ne vem, na sliki so vrata. In to je bilo to v bistvu, kar ste izvedeli, ne, dejansko so bili ti opisi precej suhoparni, ne. Umetna inteligenca je pa s tem veliko stvari spremenila, ne. Dam primer, recimo, ko sem rekel, da vam je včasih aplikacija povedala, ne vem, na sliki je, pred vami je drevo recimo, ali pa na sliki je drevo, no, danes boste dobili že lahko danes dobite z umetno inteligenco dosti bolj podrobne opise, recimo pove, pred vami je drevo, ne vem, so precej goste krošnje, ne vem,
lahko še pove celo, koliko je veliko, pove recimo, da je še kaj v ozadju vidno, v glavnem pove nam precej več detajlov. Ali pa naprimer za vrata. Ne pove več samo, ne vem, pred vami so vrata, ampak lahko tudi pove, ne vem, pred vami so vrata, kljuka je na desni strani, pred vrati morate biti pozorni na stopnico, in tako naprej, ne. Tako da ti opisi so z umetno inteligenco, danes precej obogateni. In v bistvu, evo, ko smo že pri področju umetne inteligence, če čisto po domače povemo, kaj to sploh je, ne. Prej, ko ni bilo umetne inteligence, se pravi računalnik, recimo dam primer računalnik. Računalnik je kot neki knjižničar, ne vem, vnesel si, najdi mi to pa to knjigo od Franceta Prešerna, in če jo je našel, noter je bila v sistemu, pač ti je prebral, ne, kaj noter pač piše. Umetna inteligenca pa zna v bistvu razmišljati, ne, in ti lahko napišeš, ne vem, napiši pesem o slepem računalničarju v stilu Franceta Prešerna. In umetna inteligenca bo v bistvu iz nule začela pisati pesem, in si bo pač sproti izmišljevala besedilo. Se pravi, beseda za besedo, ne. Tako da nekako, če vam to bolj poenostavljeno povem, umetna inteligenca je v bistvu zna razmišljati in zna sestavljati koncepte skupaj in, vse skupaj se pa gradi na ogromni količini podatkov, ki, se nahajajo na spletu, ne. Se pravi, umetna inteligenca se v bistvu uči iz podatkov, ki se nahajajo, na internetu. Tako da zdaj, a je umetna inteligenca točna zmeraj ali ni, ne, tukaj je tudi, dostikrat treba biti zelo previden, ker, morate vedeti, ne, kot sem rekel, umetna inteligenca se uči iz stvari na internetu, kar pomeni, da lahko pobere, dol tako, koristne stvari kot tudi vse neumnosti, ki jih ljudje pišejo, ne. Tako da ona si to dejansko vse zapomni in, ni vedno umetna inteligenca 100-odstotna, še zmeraj je treba, jaz pravim, za kakšne, predvsem kar se tiče zdravstva, kar se tiče, bolj takih konkretnih informacij, je treba še zmeraj, recimo temu, včasih tudi v kakšno knjigo pogledati ali pa vprašati kakšnega bolj izobraženega človeka, ali pa tudi kar se tiče kakšnega bolj naprednega računalništva, ne. Ampak recimo temu za neko splošno uporabo, nam pa lahko danes umetna inteligenca zelo, zelo veliko pripomore. Tudi k temu, da smo mi kot slepi in slabovidni, bolj samostojni, ne. Tomaž? Kakor sem že prej povedal, eno je recimo opisovanje scene pred nami, kaj se nahaja, drugo je recimo opisovanje fotografij, tretje je pa tudi to, da lahko dobivamo informacije skozi, klepet, ne. Ne vem, predstavljajte si, da odprete aplikacijo in vi se boste z aplikacijo pogovarjali, tako kakor, ne vem, če bi se zdajle jaz z nekom pogovarjal po telefonu ali pa pač v živo, ne. In tako se vi lahko danes, pogovarjate tudi, z umetno inteligenco. Na primer, danes, včasih je bil, recimo takrat leta 2021 je bil zelo popularen, pa je še danes, no, saj tudi danes še isto, ne, ampak začelo se je nekako s ChatGPT-jem. Jaz se prav spomnim tistih začetkov, kako je to izgledalo, pač bila je ena spletna stran, kjer si noter enostavno vnesel sporočilo, in on ti je pač nekaj odgovoril nazaj. Odgovori so bili recimo takrat leta 2021, ko se je to začelo, moram reči, da presenetljivo dobri, čeprav to, kar nam danes ponujajo, ne, je itak šlo že naprej toliko, da si niti ne moremo predstavljati. Jaz mislim, da že tudi, ne dohajamo več tega razvoja tehnike, ne. In v glavnem iz enega navadnega, recimo temu klepetalnega robota je danes ChatGPT postal eden od večjih ponudnikov umetne inteligence na različnih področjih, ne, ker ne gre samo za nekega pogovornega, recimo temu robota, ampak, gre v bistvu za to, da je lahko danes to že tako rečeno tvoj asistent in ti pomaga, pri različnih stvareh, ne. In danes recimo v današnjih časih, jaz recimo osebno si z umetno inteligenco pomagam, čisto vsak dan, tako v
pri osebni rabi, kot tudi v poslovni. Veliko stvari ga vprašam, veliko stvari ga prosim, da mi pove, tako da, ali pa opiše seveda. In moram reči, da danes je to postalo zame nepogrešljivo orodje. Zakaj? Ker mi ni treba za vsako stvar prosjačiti neko videčo osebo, da prideš prosim meni to pa to prebrati, mi prideš prosim to pa to povedati, kaj meni gor na ekranu piše. Ne, danes to ni treba. Ali pa naprimer prebrati pošto, če ste dobili domov, ne vem, neko kuverto. Zakaj bi rabili videčo osebo, če zdaj lahko telefon vzameš, odpreš aplikacijo ali ChatGPT, naprimer pa Gemini, in dejansko ti on preko kamere pove, kaj gor na kuverti piše, od koga je recimo prišla pošta. Ali pa ne vem, imate hladilnik, odprete, on vam pove, kaj je recimo noter, in vam lahko tudi pove, naprimer, kaj lahko vi iz teh sestavin naredite. ChatGPT ali pa Gemini oziroma tudi drugi ti klepetalniki vam lahko danes res pomagajo pri ogromno stvareh, tako da ne gre samo za nekega navadnega pogovornega robota. Kje je še recimo ta zadeva zelo uporabna? Osebno recimo pri sebi, ne vem, ko sestavljam kakšna elektronska sporočila, pa se je treba včasih majčkeno bolj potruditi, pa mogoče tudi zadevo uradno napisati. Jaz recimo pripravim že nek, recimo temu, osnutek in prosim ChatGPT, da mi ta osnutek pol preoblikuje v bolj profesionalno besedilo, recimo bolj uradno besedilo, če ne vem, pošiljam kam uradno pošto, kot je recimo zdaj tudi, ko sem delal na Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo, kjer sem testiral spletne strani javne uprave, kako so dostopne za slepe slabovidne, se pravi, da je to sporočilo, ker pač mora biti čim bolj uradno narejeno, tudi poročila, sem jaz recimo napisal sam nek osnutek in potem z umetno inteligenco nekako to preoblikoval, da je to čim bolj uradno izpalo. Seveda to še ne pomeni, da moraš ti temu 100% zaupati, če zmeraj je dejansko v redu, je zaželjeno, da greš pa potem to, kar ti on sestavil, prebereš. Zakaj? Ker se lahko še zmeraj not najde kakšna slovnična napaka, ali se pa najde tudi kakšna beseda, ko sploh nima nobene veze z slovenščino, pač to se lahko zgodi, tako da to vam pravim, da nikoli ne zaupati 100% umetni inteligenci, karkoli vam bo UI naredil, morate za njim preveriti informacije, da se pol ne izkaže, da dejansko je kaj narobe noter. Tako da to je eno področje, se pravi, da vam pomaga potem tudi pripravljati naprimer elektronska sporočila. Zdaj, tisti, ko pa recimo si lahko pač privoščite, si lahko pa potem vzamete tudi plačljivo verzijo. Zdaj sem pri ChatGPT-ju, zdaj pač to opisujem, se pravi ChatGPT plus v tem primeru govorim. Pri plačljivi varianti pa seveda dobite še kar nekaj stvari več, kot je naprimer zdaj na novo prišlo, mislim, da je bilo enkrat letos aprila ali maja predstavljeno in je tudi že v uporabi GPT agent. Jaz zdaj plus naročnine trenutno nimam, tako da tega vam pokazati žal ne morem, ker jaz sem prešel na Gemini od Google, vam bom tudi razložil zakaj. Ampak GPT agent je pa dejansko orodje, ki brska po spletu namesto vas. In kaj on dela? Recimo, dam primer, vi želite v neki spletni trgovini poiskati nek izdelek, dal primer, iščem, ne vem, en router, ki ima možnost mobilne SIM kartice, da je 5G podpora, in to vpišeš noter v agenta. Se pravi, ti GPT agentu rečeš, prosim, da mi poiščeš v spletni trgovini router, ki podpira mobilno povezavo 5G in da je recimo v cenovnem rangu, ne vem, med 100 in 200 evrov z možnostjo dostave v Slovenijo. In ker recimo
se pri nas v Sloveniji te zadeve dosti težko dobi, ne, zdaj v tem primeru še lahko dodam zraven, daj prosim, poglej tudi za te izdelke v tujini, na primer Amazon, lahko pa tudi druga trgovina, kjer je na voljo dostava v Slovenijo. In agent gre dejansko pol v realnem času in vi lahko gledate, brskati po spletu in on bo iskal točno to, kar ste mu vi napisali. In kaj je pri teh pozivih pomembno, ko vi pišete noter, ne, kot sem prej rekel, na primer za sporočila sestaviti ali pa za recimo izdelke iskati, fajn je, da ste čim bolj natančni, da mu čim bolj natančno opišete, kaj vi dejansko iščete, ker če mu boste bolj natančen opis dali, on bo v bistvu lažje potem to stvar tudi našel, če je seveda na zalogi in če jo je pač možno pripeljati, dostaviti v Slovenijo. Drugače pri samih promptih oziroma vnosih po slovensko je pomembno, da se pogovarjate čim bolj sproščeno, tako kot da bi se pogovarjali z drugo osebo. Ne vem, če vas zanima, kakšno je vreme, mu rečete, mi lahko preveriš, kakšno bo na primer vreme jutri v Novem mestu, in on gre potem na splet, pobrska in vam izpiše, kakšno bo pač vreme. Ne vem, če vas zanima, da vam opiše, ne vem, kako izgleda neko mesto, lahko rečete, prosim, opiši mi na primer mesto Dubaj, kako izgleda, kaj vse ima to mesto. In to je recimo tudi ena stvar, ki jaz vidim zelo pozitivno, kot slep, da ne rabim vedno težiti neki videči osebi, a mi lahko ti, ne vem, poveš, če si še kdaj bil nekje, kako to izgleda, ne. Jaz lahko grem na Gemini ali pa GPT, evo, dam primer, ko sem bil letos na Tenerifih, pa me je malo zanimalo, kako to izgleda, preden sem sploh šel na Tenerife, ne. In sem enostavno šel v klepetalnik, ker sem mu napisal, daj mi prosim povej vse o Tenerifih, kako izgleda, kako mesto izgleda, kaj se vse not lahko vidi, kaj se splača iti obiskati. Tako da to je recimo še ena uporabna stvar, da vam lahko tudi opiše načeloma, kako mesto izgleda, približno, da si tudi pol vi kot slepa oseba lahko malenkost predstavo naredite, ne. Ker morate nekaj vedeti, umetna inteligenca vam nikoli ne bo rekla ne, ne bo nikoli rekla ne, vam zavrnila nečesa, ampak bo zmeraj vam dala neki odgovor nazaj, ne. Tako da tukaj je recimo tudi en velik plus, da ne rabimo zdaj več videče spraševati recimo vedno, kako nekaj izgleda, ampak nam lahko tudi to pove, ker recimo za ta mesta, dam primer, ne, za Dubaj ali pa za kaj takega, saj to se načeloma niti z leti toliko ne spreminja, tako da dejansko tukaj so opisi tega dosti natančni, ne. In tukaj tudi umetna inteligenca po mojem mnenju ne more kaj dosti faliti, pa da bi kakšne napačne informacije ti povedala, ne. Tako da to je tudi ena stvar, ki je recimo UI kar zelo uporaben. Drugače pa recimo je sam ChatGPT dober tudi zato, ker lahko integrirate zunanje aplikacije znotraj tega klepetalnika, se pravi aplikacij zunanjih ponudnikov, in vi lahko potem na primer, dam primer, Gmail povežete z GPT-om. Seveda, če imate plus naročnino, žal brezplačno mislim, da ni to na voljo, če imate plus naročnino, lahko potem vi pošiljate kar preko klepetalnika maile. Vi napišete, da bi radi temu pa temu poslali mail, kaj bi radi poslali, in on vam sestavi sporočilo in vam potem to tudi pošlje. Lahko recimo preverja pošto, če ste nove maile dobili, vam pove, od koga ste vse dobili, pa zakaj se gre, lahko vam pač osnutke naredi. Lahko povežete z Googlovim koledarjem tudi in vam dogodke preverja, lahko jih tudi vnašate. Zdaj sem celo slišal še, da naj bi z novim letom oziroma pač v letu 2026 celo s PayPalom začel sodelovati. To je eno od najbolj znanih plačilnih sredstev, tisti, ki ne veste. In dejansko boš lahko kar preko GPT-ja opravil nek nakup in plačal direkt preko klepetalnika s PayPalom. Tako da to bo dejansko še ena zelo dobra pridobitev.
Kje jaz tukaj za slepe vidim prednost vidim to, ker bomo lahko tudi mi kot slepi dostopali do vsebin, ki mogoče prej nam niso bile dostopne. Naprimer, veste, da dostikrat je težava s kakšnimi temi captcha izzivi, kjer morate, ne vem, potrditi, da niste robot, Zdaj jaz upam, da bo se to s temi UI tudi to v prihodnosti rešilo, da nam slepim se s tem ne bo treba več toliko zafrkavati, čeprav ajde danes načeloma se že te izzive lahko zvočno opravi, ampak se pa še najde spletna stran, kjer recimo to ni mogoče, da je treba pač videti. Potem recimo tudi dam primer, so tudi na spletni strani kdaj naletimo na kakšne gumbe, ko jih mi ne vidimo, kaj pomenijo, ker nam branik zaslona ne pove, ampak ne vem, če bi recimo rekel agentu, pojdi na to spletno stran, pa mi pač klikne na ta gumb, se pravi, da ti nek postopek naredi, bo agent to naredil, ker on dejansko vidi, kaj dela. Ker je pa še ena novost, ki jo je pa GPT izdal, in to je brskalnik Atlas pred kratkim, mislim, da za Windows tudi še ni na voljo. In to je dejansko brskalnik z umetno inteligenco. In kaj vam on dela? Dejansko on prevzame komando takrat, ko vi to želite. Vi lahko samostojno brskate po spletu, ampak ko nekega koraka ne morete narediti, mu lahko rečete in bo on to naredil namesto vas. In tukaj bomo zdaj mi dejansko ogromno pridobili pri tem, da bomo lahko še bolj neodvisno brskali po spletu. Ali pa nam bo opisal spletno stran, kako izgleda, ali pa nam bo opisal slike na neki spletni strani. Saj to nam že zdaj recimo dela. Jaz, ko recimo kakšno spletno stran pogledam, pa me zanima, kaj je na sliki, naredim screenshot, pa ga recimo damo Gemini-ja noter in pol mi v bistvu opiše, kaj je na tej sliki gor. In danes je to zelo, zelo, zelo uporabna vrednost. Je pa še ena funkcija, ko jo je GPT eden izmed prvih imel, in to je glasovni način. Najprej se je dejansko to začelo z nekim standardnim glasovnim načinom. Bil je pač v redu glas, se nam rekel, da je bil slab, ampak to so bili recimo temu začetki tega, ko si se lahko ti začel že počasi pogovarjati z umetno inteligenco tudi glasovno. In to recimo je prišlo danes že v tako fazo, da imamo mi brezplačno na voljo glasovni način, ki se pogovarja z nami tako kot z nekim drugim človekom, da bi se mi pogovarjali. Se pravi, naraven glasovni način. In mi se lahko pogovarjamo, kolikor časa pač želimo z njim. Prej je bilo to omejeno, no zdaj so pa te omejitve, kakor vem, več ali manj kar odpravili. In kaj vi lahko v glasovnem načinu vprašate, v bistvu kar želite, Vi lahko dejansko vprašate, kar želite, kar vas zanima, in on vam tudi to pol odgovori nazaj. In to je recimo tudi še ena uporabna funkcija, če vi ne želite pisati, če niste toliko spretni pri pisanju, enostavno odprete ali aplikacijo na računalniku ali pa prek telefona, odprete glasovni način, ga zaženete in se pogovarjate z njim v živo. Druga uporabna funkcija je tudi deljenje videa v živo. Se pravi, vklopite kamero in on vam bo opisoval okolico, kaj se pač okoli dogaja. Vi ga lahko vprašate, kaj je pred vami, in on vam bo povedal. Potem lahko delite tudi zaslon vaše naprave. In on vam pove, kaj se na zaslonu v bistvu gor nahaja, in vas tudi vodi po raznih postopkih. Ne vem, če bi želeli kaj nastaviti, kakšne zadeve, da niste prepričani, kje se to nahaja. On recimo vidi vaš zaslon in vam bo pomagal pri nastavitvah tega. Tako da to so dejansko danes zelo uporabne funkcije, ki nam lahko zelo olajšajo samostojnost pri uporabi tehnike in tudi drugih stvari, kakor sem že prej povedal. In tega glasovnega načina, tisti, ko verjetno ste že kateri tukaj, ki ste to sprobali in ne vem, po mojem, koliko ste bili zadovoljni, sicer ne vem, boste lahko pol povedali, ampak moram reči, da z leti je šlo kar precej naprej, da se zadeve lepo nadgrajujejo in mislim, da gre to v pravo smer, da bo to kasneje še bolj uporabno. Zakaj jaz vidim tukaj uporabno vrednost? Jaz vidim to predvsem uporabno v tem,
Marsikakšno delovno mesto se bo zaradi umetne inteligence tudi ukinilo, ne? In to je dejstvo, da umetna inteligenca bo in že ukinja določena delovna mesta, tako kakšne, ki lektorirajo besedila, kakšne prevajalce itd. V to smer bo povpraševanje potem najbrž precej manj, ker si ljudje danes že precej s tem pomagajo, ne? Ali pa recimo tudi izdelava raznih spletnih strani, bolj enostavnih zadev. Potem pozabil sem še povedati, da umetna inteligenca lahko tudi sliko naredi. Se pravi, izriše vam sliko iz nule. Vi v prompt napišete, naredi mi to pa to sliko in on vam jo bo naredil iz nule sliko, ne? Tako da dejansko umetna inteligenca po eni strani bo zrinila marsikakšno delovno mesto, po drugi strani bo pa marsikomu odprla nove možnosti za kakšno dodatno delo, ne? Ali pa pri večji samostojnosti. Jaz vidim recimo ta razvoj, da bo šel tako naprej, da bodo kmalu tudi na podlagi tega prišli kot asistenti roboti in bodo pomagali tudi na primer invalidom, ne? To recimo to, kar je danes, je že dober uvod v to, ker se bomo lahko s takim robotom pogovarjali v živo in robot nam bo lahko tudi pomagal, recimo, ne vem, nepokretnim ljudem, da jih bo pomagal dvigovati ali pa kaj takega. Ja, saj vem, zdaj bo marsikdo rekel, da je pač to ni v redu, ne, da izgubimo stik z realnostjo, z realnim človekom. Ja, saj jaz se po eni strani strinjam, ne, da ne smemo biti preveč odvisni od tega spet, da moramo imeti stik s človekom, ampak jaz pravim tako, 24 ur na dan recimo zraven neke nepokretne osebe ne moreš biti, ne, pač rabiš tudi počitek in recimo jaz tukaj vidim v tem eno veliko prednost, ker pač robot se nikoli ne bo zmatril in tudi nikoli ne bo rekel ne. Tako dejansko gremo v to smer, ko bodo roboti ratali asistenti naši in nas bodo tudi vozili okoli ali pa vodili, bom temu tako rekel, po mestu. Nam bodo, ne vem, nas bodo peljali od točke A do točke B, nam bodo povedali, kje so ovire, da se moramo umakniti. Tako da v to smer gre, ne, zdaj čez koliko let bo to realnost postala, ja, ne vem, mislim, da nismo tako daleč, zdaj, če ste kaj spremljali, recimo je podjetje Vendry.ai iz Ljubljane, oni so naredili že humanoidnega robota Jožeta, je zdaj dosti pri novicah objavljeno in po TikToku video objavljajo, kako ta humanoidni robot deluje. Jaz sem že tudi mail poslal, da bi šel pogledat, ampak ni bilo odgovora, tako da moram jih še enkrat malo podrezati, da se nekaj name spomnijo še mogoče. Tako da, ja, gre v to smer. In recimo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, to so dejansko samo nekako uvod v to, v kar mi še prihajamo. In v roku 10 let jaz upam trditi, da se lahko to, kar sem zdaj rekel, smo že kar dosti blizu tega, da se bo to zgodilo, ne. No, prej sem še o tem glasovnem načinu govoril, jaz vam ga bom tudi tukaj demonstriral. Kar se tiče ChatGPT-ja, vam bom pokazal, kako ta glasovni način deluje in kako lahko vi dejansko naravno interakcijo imate z njim. Zdaj, če bo koga zanimalo, vi si lahko na vaše mobilne telefone namestite aplikacijo ChatGPT, se pravi, napiše se ChatGPT skupaj v Play Storeu ali pa v App Storeu, prenesete aplikacijo in potem lahko noter pišete, lahko se dopisujete z njim, lahko pa uporabite tudi glasovni način, kakor ga bom zdaj jaz uporabil, in se pač z njim pogovarjate. Tako da jaz vam priporočam, da se vam splača probati začeti to uporabljati in verjamem, da vam bo to marsikje pomagalo. Zdaj boste slišali tudi mojega govorca, boste slišali, kako načeloma ta aplikacija na Windowsu izgleda. ChatGPT se lahko moti. Preverjajte pomembne informacije. Glejte. Se pravi, ChatGPT se lahko moti, preverite pomembne informacije, ne. To je to, kar sem prej govoril, ne. Ne smete mu 100% zaupati. Če kakšne precej specifične stvari sprašujete, je dobro, da tudi sami preverite na spletu. Prej sem pozabil še povedati, pa bom kar zdajle povedal, drugače mi je spet iz glave šlo, da ChatGPT in Gemini na primer imata noter v nastavitvah, lahko greš in si nastaviš te opombe, se pravi, da si on zapomne vaše lastnosti. Vi si napišete noter svoje lastnosti, kako se naj on do vas obnaša oziroma katere informacije naj on tudi ve o vas, ne.
Recimo, dam svoj primer. Jaz imam napisano noter, da mi je pač ime Miha, da sem slep in noter sem tudi napisal, da želim imeti natančne opise fotografij, zato da si bom lahko stvari čim lažje predstavljal. Se pravi, zelo mi je pomembno, da so fotografije čim bolj natančno opisane in jaz imam to noter vnešeno, zato da on že vnaprej ve, ajde, bom dal eno sliko noter, da mi pove, kaj je na njej. In on točno ve že iz tega, ker sem mu opomnike not napisal pod opombe, on točno ve, da moram to natančno opisati, mu ne rabim vsakič razlagati, ja, daj mi to natančno opiš, ker pač jaz sem slep in da si bom to lahko čim bolj predstavljal. Tako da to je to dobro, da si pa prilagodite, da si o vas napišete čim več stvari, da si on to zapomni za naprej. Lahko pa tudi med samim klepetom, ne vem, se boste z njim pogovarjali, boste rekli, ne vem, ja, jaz imam pa najraje špico, ne vem, navadna pica z gobicam mi je najbolj všeč in lahko mu rečete, ne vem, daj si to zapomni, pa mi boš kdaj priporočil tudi kakšne podobne jedi, lahko recimo v tem smislu. Tako da on si dejansko lahko tudi med samim klepetom zapomne stvari, ko pač jih vi želite, da on ve o vas. Ok, zdaj bom pa pri GPT-ju sprobal ta glasovni način in boste dejansko videli, oziroma slišali bolj, kako ta zadeva deluje. Space, preveri. Ali se slišiva? Ja, slišim te popolnoma jasno. Vse je v redu in deluje brez težav. Če imaš še kaj, kar želiš preizkusiti, kar povej. Mene bi zanimalo, če bi mi lahko na čim bolj natančen, da mi daš čim bolj podroben opis in sicer me zanima, kako izgleda mesto Dubaj. Kako bi ti mesto Dubaj opisal slepi osebi? Seveda, Dubaj je res fascinantno mesto, ki združuje moderno arhitekturo in tradicijo. Predstavljaj si visoke steklene nebotičnike, kot je Burj Khalifa, ki se dviga v nebo, in ob njih razkošne luksuzne hotele ter umetne otoke, kot je Palm Jumeirah. Poleg tega ima Dubaj tudi živahne trge, kot je Souk, kjer najdeš začimbe, tkanine in dragocenosti, obenem pa ima tudi čudovite plaže ob Arabskem zalivu, ki dajo mestu poseben sijaj. Vse to skupaj ustvarja edinstveno in privlačno vzdušje. Ok. Zdaj me pa zanima ena druga zadeva, še en test naredili. Mene bi zanimalo, če bi lahko ti meni pripravil neko elektronsko sporočilo. Dajva se dogovoriti tako, da bi se rad jutri oziroma bomo takole naredili. Če lahko sestaviš elektronsko sporočilo za mojega prijatelja, da prihajam jutri k njemu na obisk. Kako bi ga ti sestavil v mojem imenu? Se pravi, kot da ga pošilja Miha. Seveda, z veseljem. Lahko pripravim nekaj preprostega, na primer lahko napišemo nekaj takega. Zadeva obisk jutri, dragi ime prijatelja, upam, da si dobro, želel bi te obvestiti, da bom jutri prišel na obisk k tebi, veselim se srečanja in preživetega časa skupaj. Se vidimo jutri, lep pozdrav, Miha. Če imaš kakšne posebne želje ali podrobnosti, jih pa kar povej, pa bom prilagodil. No, vidite, in dejansko klepet, točno, on se pač tako pogovarja z vami in vi lahko potem pač govorite, kar želite, in se tako z njim pogovarjate. Ok, zdaj sem ga jaz sklopil. Zdaj nekako samem ChatGPT-ju sem kar nekaj že povedal, in mislim, da lahko vam predstavim še Gemini od Googla in tudi naredim eno primerjavo, zakaj recimo primerjava med GPT-jem pa med Geminijem. Ker Gemini je pa dejansko recimo temu naslednji klepetalni robot, ki je prišel ven. Google ga je prej poimenoval tudi Bard, ampak tisti njihov projekt se takrat ni obnesel najbolj, zato so ga dejansko pol preimenovali med Geminija in začeli znova. In danes so naredili dejansko zelo dobrega klepetalnika, ki je že precej podoben ChatGPT-ju. Tudi podobno se odziva nazaj.
Ima pa recimo GPT ima določene prednosti, ko pred Geminijem in tudi obratno, ne. Naprimer, pri GPT-ju sem vam že prej omenil, da imate agenta, ki brska namesto vas, da imate brskalnik za umetno inteligenco Atlas, ko prevzame vlogo takrat, ko vi nečesa ne morete narediti. Tega recimo Gemini trenutno mislim, da še nima, saj jaz tega nisem našel. Potem GPT, imate lahko integracijo, Gmail, koledar, celo PayPal v prihodnosti, nakupovalnega asistenta so zdaj tudi na novo dodali noter, kjer lahko še bolj podrobno iščete razne izdelke. Tako da Gemini je pa recimo pa spet neko drugo okolje, ki je pa Googlovo in ima pa tudi svoje prednosti. Zakaj? Ker Gemini je pa dejansko integriran, ker je seveda od Googla, z njihovimi aplikacijami neposredno. Se pravi, Gmail, koledar Googlov, potem, ne vem, Task, se pravi, to so, pa so že opravila, Google zemljevidi, tudi Google leti. Se pravi, Gemini je dejansko integriran v vse njihove storitve. In zakaj je to dobro? Ker dejansko boste vi preko klepetalnika lahko dobite natančne informacije iz vaših teh aplikacij zunanjih, ki jih pač v sklopu Google uporabljate. Tako da tudi, če imate zdaj tisti, ki ste uporabniki Android telefonov, lahko imate dejansko Gemini tudi gor nameščen, saj večina ima, tisti, ki imate bolj novejše telefone, in lahko preko Geminija dobivate vse informacije. Recimo ga vprašate, če vam lahko pogleda pošto od včerajšnjega dneva. On vam bo povedal, kaj ste dobili. Recimo jaz osebno tako naredim, ko iščem izpiske za banko, mu rečem, daj mi prosim poišči izpiske za mesec november in mi daj vse povezave, da si jih jaz lahko potem zdownloadam na računalnik. In on si bo vzel čas, jih bo poiskal, meni bo vse maile dal, se pravi, na sam klepetalnik in jaz lahko gor poklikam in si potem to prenesem dol. Se pravi, to je recimo ena taka prednost z Gmailom, potem naprimer koledar, lahko vi v klepetalnik kar napišete, naprimer, želim dodati dogodek za 3. januar ob 10, med 10 pa 11 uro, predavanje preko Zooma. On bo to dodal na koledar in ko se bliža pač tisti dan, vam bo tudi poslal opomnik, da imate vi to na koledarju. In recimo, dam primer, jaz, ko imam Googlov telefon, od Google Pixel 10 telefon, jaz lahko odprem klepetalnik in sam rečem, daj to pa to, dodaj na koledar, tisti dan, in on mi bo dodal in ne bom rabo niti napisati nič v telefon, recimo se zafrkavati s tem, da bi rabo jaz odpreti aplikacijo koledar in dodati gor dogodek. Tako rekel. Ker kot vemo, nam to vzame kar nekaj časa. Tukaj recimo glasovno rešimo to v 10 sekundah, tam pa dokler mi to najdemo, pa napišemo vse noter, nam lahko pa slepim hitro vzame tudi 3-4 minute. Tako da tukaj je recimo Geminijeva zelo velika prednost pred GPT-om, ker je res pač integrirano vse noter. Naprimer tudi Google Maps so integrirani in dam primer, jaz zdaj gremo v kratkem v Nemčijo na izlet in sem dejansko preko Geminija spraševal za lokacije, ne vem, Salzburg pa tista okolica, kaj se splača pač še pogledati. In on je preko Mapsa mi preveril okoli razne poti, razne zanimivosti, da grem lahko pogledati. In mi je tudi napisal, koliko so te stvari daleč ene od druge in tako naprej, koliko so vstopnine recimo tudi za razne stvari. Tako da dejansko lahko tudi preko Geminija dobiš te informacije. Drugače velja za oba dva, tako za GPT kot Gemini, programiranje sem tudi že omenil sicer prej. On vam lahko tudi pogleda kodo programsko, naprimer, jaz imam svojo spletno stran portal 100.si in sem dejansko samo temo
naredil v precejšnji meri kar s umetno inteligenco, se pravi, jaz sem mu napisal, kaj bi recimo dal čim bolj natančen ta prompt in on je dejansko naredil pol temo za spletno stran. Ena zelo zanimiva funkcija, ko jo ima Gemini, pa jo recimo ChatGPT nima, je pa notebook LM. To je pa, kako bi temu rekel, beležka, kjer vi noter, evo, zdaj imam tukaj zavihek odprt, kjer vi noter dodajate vire. Vi lahko noter dodate PDF dokumente, lahko date noter povezave do spletnih strani, lahko date povezave do YouTube videov, lahko prilepite samo golo besedilo, se pravi samo tekst, in umetna inteligenca, in vi se lahko pol o tej temi, ko ste vi dali noter, pogovarjate z umetno inteligenco. Se pravi, vi date noter neke vire, dam primer, da bi zdaj hotel nek zakon dati noter. Recimo, zdaj je bila aktualna tema dodatek za pomoč in postrežbo. In se bi želeli o tej temi pogovarjati, da bi izvedeli več informacij. Vzamete tisti PDF, najdete na spletu, kjer je PDF s to zakonodajo objavljen, ga zloadate dol, prenesete v ta notebook LM, inteligenca bo pač prebrskala ta dokument in vi se lahko pol o tem dokumentu pogovarjate, da mu pišete sporočila, ono pač iz dokumenta brska informacije. Zdaj, če ne želite pisati, ali pa pač bi radi, če pač ne želite pisati, imate tudi tukaj v samem notebook LM na voljo, da vam on iz virov naredi zvočni podcast. In vi lahko preko zvočnega podcasta dobite vse informacije, kaj se v neki priponki, v teh virih, ki ste jih vi not navedli, kaj se pač noter nahaja. In dva gostitelja, se pravi umetna inteligenca, se o tej temi pogovarjata. In to je dejansko čisto, kot da bi podcast poslušali. In to dela v slovenščini. Res, da je mogoče mačkam bolj včasih kakšno besedo mačkam napačena glasi, ampak meni se zdi, da je zato, kjer smo danes, vrhunsko. Jaz sem recimo glih tukaj dal, ker se nisem drugega spomnil, sem že včeraj naredil ta zakon o tem dodatku za pomoč in postrežbo, sem dal noter in sem recimo iz tega podcast naredil. In vam bom spustil samo kakšno minutko, dve, da boste videli, oziroma slišali, ne videli, kako to deluje. Zdaj boste čakaj. Prenosi, jaz sem to nekaj tukaj shranil. Slepi podčrtaj zaposlen danes. Tukaj, ja. Evo, in zdaj boste slišali, kako to zgleda. Enter. Pa začniva. Pred mano je, cel kup dokumentov, ki na prvi pogled delujejo res precej zastrašujoče. Malo že, ja. To je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vsi ga poznamo kot ZPIZ-2, in to je eden tistih zakonov, ki se dotika praktično vsakogar, ampak ga roko na srce le malo kdo zares prebere. Absolutno. In naša današnja misija je točno to. Prebiti se skozi ta pravniški jezik in v tej gori členov poiskati nekaj res pomembnega. Osredotočila se bova na eno pravico, dodatek za pomoč in postrežbo, in poskušala ugotoviti, kako sistem obravnava slepe in slabovidne. Misija sprejeta in ta zakon je res kot živ organizem. Če samo pogledava vire, vidimo cel kup sprememb, od verzije ZPIZ-2C pa vse do ZPIZ-2M. Se pravi, to ni neka kamnita plošča. Niti slučajno. To je sistem, ki se nenehno prilagaja. In prav v teh podrobnostih se pač kar skrivajo ključne informacije, ki jih iščemo. Kažejo, kako se kot družba odzivamo na potrebe ljudi. V redu, razpakirajmo tole. Ko pomislim na pokojninski zakon, mi najprej pride na misel seveda pokojnina.
Ampak zakon je... No, evo, tako, da ne bom zdaj to predolgo puščal, ampak tako nekako izgleda zvočni podcast, ki ga umetna inteligenca naredi. In kot sem rekel, vi lahko date noter, kar želite, in on iz tega naredi pol zvočni podcast. Pa ne samo to. Vi lahko pol, recimo iz tega naredite, iz teh virov, naredite tudi kviz. Dam primer, če se učite za šolo, da se rabite učiti, da imate neko snov, dodate enostavno te vire tukaj noter in potem vam umetna inteligenca sestavi kviz in vi v bistvu potem lahko odgovarjate na vprašanja. In vi se pravi, umetna inteligenca vam pa tudi pove, če je odgovor pravilen, oziroma če ni pravilen, in vam tudi napiše spod opombo, zakaj pač ta odgovor ni pravilen. Pa miselni vzorec lahko naredite infografiko, lahko naredite tudi video pregled. Se pravi, video pregled je tako, da vam naredi nek 5-minutni posnetek, kjer vam vizualno pokaže zadeve iz virov in tudi zvokovno. Se pravi, vi slišite in vidite, kaj je iz tistih virov. Tako da, meni se zdi recimo to ena od Googla zelo koristnih in uporabnih funkcij, če imate recimo kdaj kakšne dolge PDF dokumente. Zakaj? Ker vi lahko tudi v opombo napišete, kaj želite, da vam, recimo dam primer za podcast, ko ga delate, lahko tudi napišete v promptu, kaj naj vam poudari, katero temo se naj pač gosta bolj posvetita. Tako da je to, recimo temu, zelo koristno. Tako da to je dejansko... Miha, oprosti, jaz bi tukaj samo vskočila in vprašala, oziroma če nam lahko poveš čist za uporabnika, ki se zdajle prvič s tem nekako sooča, spoznava, kako pride do sploh tega, da lahko on vnese vprašanja in to, se pravi, kje dostopaš? Sklepam, da na Googlu oziroma na internetu, čisto če greš ta osnova, kje prideš do pomoči? Ja, tako kot sem že prej rekel, se pravi, vi si morate prenesti aplikacije na telefon, tako kot sem že prej rekel. Vi si morate prenesti aplikacijo, dam primer, Notebook.ml, recimo zdaj, ko smo za Google, ko govorim, si lahko na telefon kar prenesete samo aplikacijo. Zdaj, če imate Android napravo, vas bo sistem avtomatsko not prijavil in lahko potem pišete. Enako velja za ChatGPT, kakor sem že tudi prej rekel. Vi si morate prenesti iz App Store oziroma Androida, napišete v iskalnik ChatGPT, ChatGPT, vi prenesete to dol in ste v bistvu že v sami aplikaciji, kjer se lahko pogovarjate. Sploh ni kompliciran postopek, ne? Se pravi, ja, vse to sem že prej povedal, ja, sem mogoče preslišala. Tako da dejansko je postopek zelo enostaven, ne? Ni nobenih komplikacij, kar se tega tiče. Je res, mislim, da bolj poenostaviti že ne bi mogli, ne pri Googlu, ne pri GPT-ju, ne. Tako da... Upraviti, a lahko še jaz? Rečem tako za telebane. Se pravi, odprem, upišem to pa to, kliknem to pa to, vklopim voice mode, tako pa tako, kamero vklopim, tako pa tako. Meni bi ful pomagali, če bi šli tako majčkom bolj tako step by step za voice mode, kaj se da narediti, pa tale kamera, kaj se da narediti, čisto veš, te tehnične... Ja, se to sem mislil še zdaj pokazati, ja, se to sem mislil dejansko zdaj pokazati še. Hvala. To je pa še drugi del, ki ste me zdaj že malo prehiteli zgleda. Dejansko, kako, recimo, jaz sem vam kar z Geminijem demonstriral. Jaz bi si, zdaj vmes tole malo bolj na glas dal. Zdaj, jaz imam telefon v angleščini, jaz bom sprot govoril, kaj klikam, zato da bo lažje, da boste razumeli, ne.
Zdaj sem hotel ta interaktivni del še na koncu pokazati. Ja, se pravi, jaz bom kar na Geminiju pokazal, ker verjetno večina dela s telefoni in vam bo tudi najlažje. Se pravi, vi, ko boste odprli, naprimer, aplikacijo Gemini, odpre se vam spodaj na dnu ekrana, kjer imate običajno gumbe nazaj, domov, nedavne aplikacije, se vam spodaj pokaže tudi polje. In v to polje kliknete, tisti, ki imate TalkBack VoiceOver, dvojni klik, in se vam odpre tipkovnica. Zdaj je tako, na enih napravah se vam bo lahko tipkovnica tudi sama odprla. Se pravi, boste lahko že kar direkt napisali noter. In vi se prav potem napišete nek poziv, neko vprašanje, nekaj, kar vas zanima. Zdaj govorim, če se dopisujete. Ko se prav vi to napišete, imate potem na desni stran nad tipkovnico gumb pošlji. Se pravi, recimo temu, da si boste najlažje predstavljali, kjer je črka P, potem, če greste gor s prstom majčkeno višji, morate najti gumb pošlji oziroma send, odvisno, v katerem jeziku imate. In ko boste vi poslali, bo Gemini odgovoril nazaj. Zdaj je tako, mogoče se boste po sami aplikaciji na začetku majčkeno lovili, ampak vi si predstavljate, da to zgleda kot nek vmesnik za SMS sporočila. Vi se pač pogovarjate, kot da bi se z eno prek SMS-ov ali pa recimo, Messengerja dopisovali, WhatsAppa, kakorkoli. Tako da morate pa s prstom majčkeno po zaslonu iskati sporočila in da najdete tudi pol zadnji odgovor, kaj vam je on odpisal. Tako da vse to veste, recimo orientacija telefona, tisti, ko ste mogoče majčkeno bolj vešči, pa tudi tisti, ki niste toliko, saj veste, da zmeraj se gumb za poslati nahaja z desne strani, običajno nad tipkovnico. In ko boste pač klikali, vam bo Gemini v recimo, pa 5 do 10 sekundah odgovoril nazaj. Zdaj pač odvisno, koliko je kompleksno vprašanje. Če bo mogel kakšne informacije preko interneta iskati, bo pač rabil dlje časa. Tako da, kar se tiče samega dopisovanja, je to. Vi se prav napišete, pošljete, s prstom pogledate po zaslonu, da dobite približen občutek, kako se sporočila sledijo drug za drugim in vi pač potem se z njim dopisujete. Ampak imate pa še drug način na voljo, to je pa glasovnik, ki ga bom pa zdaj pokazal. Petra, če se ne bo dobro slišala, mi povej, bom pojačal. Velja. Ok, se pravi, bomo pa še glasovni način stestirali, to je pa to, ker lahko vi se z njim pogovarjate, tudi vklopite kamero, jaz bom tu zdaj to naredil, vam bom tudi vse gumbe opisal. Kje se ta ikona nahaja? Ikona za glasovni način v Geminiju kot v GPT-ju se nahaja glih tako na desni strani. Pri GPT-ju vam bo pisalo, v temle GPT-ju vam bo pisalo začni glasovni način, v Geminiju vam bo pisalo Open Gemini Live, tako. In ko boste na ta Open Gemini Live, se pravi z desne strani, če je tipkovnica odprta, je majčkeno višji nad tipkovnico, če ne pa spodaj, če je tipkovnica zaprta, ko boste to klikali, se vam bo odprl glasovni način, kjer se vi začnete pol s tem klepetalnikom tudi pogovarjati. In zdaj ga bom jaz recimo odprl. Zdaj še on ne govori. A se slišiva? Sem vas vmes malo izgubila, ampak zdaj je spet v redu. Ali me dobro slišite? Ok, Petra, jaz upam, da se bo slišalo v redu. Odlično sliši. Aha, je v redu? Ok. Sem, da ga jaz dam na mute ta prvo. Pause the conversation, ok. Ok, zdaj sem ga dal na pauzo, da mi ne bo govoril čez, ker to morate pa vedeti. Vi, ko vklopite glasovni način, on vas posluša non-stop. In on vam non-stop, on vas posluša in vam bo odgovarjal nazaj. Tako da
morate tudi paziti, ko se z njim pogovarjate, je zaželjeno, da je v okolici tišina, da drugi ne govorijo in da se dejansko samo vi pogovarjate kot oseba z njim, da pač noben drug v ozadju ne govori, ker on vse to sliši in ga to lahko zelo hitro zmede, ne? Ker vi ga lahko tudi prekinete vmes, ne? Recimo, ko se z njim pogovarjate, če vas kaj dodatnega zanima, da ste se nekaj spomnili, vi ga lahko vmes kar prekinete, pa ga pač vprašate, ne? Tako da gre dejansko za čisto naravno interakcijo s človekom. In vi imate zdaj tukaj gumbe, zdaj vam bom opisal. Naprimer, turn on video streaming. In ko boste vi ta gumb klikali, se pravi, ta gumb se nahaja, pa levo spodaj, tako. Se pravi, začni video prenos, ko boste vi ta gumb klikali, se bo na telefonu vklopila kamera. In ko se bo kamera vklopila, Gemini potem vidi, kaj se okoli vas dogaja. Enako velja za GPT. Pač tam pri GPT-ju pa kliknete odpri video, mislim, da nekako tako piše. In enako vidi pol skozi kamero, kaj se dogaja pred vami. Potem naslednji gumb, če gremo desno. Turn on screen sharing, se pravi, tukaj dejansko delimo svoj zaslon telefona in ko to kliknemo, on bo dejansko videl, kaj se na našem zaslonu dogaja. In kot sem že prej povedal, nas lahko on skozi neke postopke vodi. Potem imamo, jaz sem dal prej, zdaj mi imam gumb nadaljuj pogovor, v drugačnem bo pisalo pa začasno zaustavi pogovor, nekaj tasga. Se pravi, če se vi tisti moment noče z njim pogovarjati, ga lahko začasno zaustavite in ga kasneje poženete naprej. Recimo, me tukaj piše nadaljuj pogovor oziroma resume the conversation, ne. Če gremo še bolj desno, je pa še en gumb, close the conversation, se pravi, zapri pogovor in vi boste potem čisto zaprli glasovni način, ampak ne pa aplikacija Gemini, ne. Ta bo še zmeraj odprta in se vam dejansko odpre transkripcija glasovnega pogovora, ki ste ga opravili z njim, ne. Tako da morate pa še posebej samo aplikacijo zapreti. Zdaj pa najbolj, da vam jaz pokažem, kako ta video način deluje. Zdaj bom kliknil na resume, potem sem pa je začel z njim pogovarjati, bom vklopil kamero in bom začel ga spraševati, kaj vidi okoli. Mi lahko prosim poveš, kaj trenutno vidiš pred menoj? Vidim prenosni računalnik na mizi. Ali je še kaj, kar bi rad, da opišem? Ja, zanima me ta prostor, kako izgleda, pa če mogoče vidiš še kaj dodatnega tukaj. Prostor, ki ga vidim, je videti kot pisarna ali konferenčna soba, z veliko ovalno mizo v sredini. Na mizi je prenosni računalnik in stekleni kozarec. V ozadju vidim tudi nekaj modrih stolov in veliko okno z žaluzijami. Ali želite, da opišem kaj natančneje? Lahko prosim poveš, če vidiš na zaslon mojega računalnika, kaj se trenutno gor nahaja? Na zaslonu vašega računalnika vidim, da imate odprt dokument z naslovom Slovenian Pension and Disability Insurance Act Provisions. Ali potrebujete kakšno pomoč s tem dokumentom? Ne, hvala, a pa me zanima, če slučajno vidiš okoli mene kakšnega psa, da leži tukaj zadaj. Ja, vidim. Tamle zadaj leži en pes. Je to vaš pes? Ja, moj. Je videti, da je tale pes really relaxed. Kaj je to za pasmo? Really relaxed, okej. No, in dejansko takole ta pogovor deluje, ne, in vam pove čisto vse, kar se okoli vas nahaja. Zdaj, jaz bom ga zaprl, v glavnem tako ta pogovor nekako izgleda in vi se lahko z njemu potem o vsem tem, kar pač on vidi okoli vas, tudi pogovarjate. Ne vem, dam primer, jaz sem recimo tudi mi je znal prebrati iz steklenice, kaj gor piše, ne, recimo glih zanj sem testiral, ker sem imel Coca-Colo, če mi bo povedal, kaj pač na flaši piše in dejansko dela, dejansko prebere. Meni je tudi kolega rekel, ko uporablja to GPT,
je rekel, zanč ni bilo žene doma, pa sem kar z GPT-om video način vklopil, da sem najdel pivo, ne? Da nisem kakšen tonik odprl. Ne? Tako da, ja, dejansko je lahko ta zadeva pri takih stvarih zelo uporabna. Ne? Tako da, kaj če vam reči, dejansko, jaz vam res svetujem, da začnete to uporabljati, da sprobate tisti, ki še niste. Zdaj, če vas kaj zanima, jaz mogoče bi najraje zdaj tako videl, ne, ker je že eno uro mimo, da mogoče še kaj vprašate, kaj konkretnega, če vas še zanima. Ne. Spomnil sem se sicer še na to, ne vem, koliko bo to vam zanimivo. Vi lahko z Geminijem ali pa z GPT-om, oziroma pri GPT-ju se ta zadeva imenuje Sora, lahko delate tudi video posnetke. Ne. Vi napišete v prompt, kakšen posnetek želite, da vam naredi, in umetna inteligenca vam tako vizualno kot zvokovno naredi video posnetek. Sicer ti posnetki niso še prav zelo dolgi, najbrž zaradi resursov, ki jih pač morajo serverji uporabljati, ne, pa ker je tega pač veliko. Tako da najbrž je še to bo še ta razvoj, sicer gre zdaj naprej, ampak bo še trajal, ne, da se bo to razvilo. Jaz bi mogoče sem še toliko dodal, no, da kar se tiče same varnosti uporabe te tehnologije, svetujem vam, če se že pogovarjate z njim, da mu ne zaupate kakšnih preveč osebnih stvari, kot je recimo kakšne kreditne kartice, številke, da ne pišete noter kakšnih takih občutljivih podatkov, to pa zato, ker ti podatki se načeloma uporabljajo za nadaljnjo treniranje umetne inteligence. Ne. Se pravi, da načeloma ti podatki nekje ostanejo. Ne. Zato vam jaz v tem primeru res svetujem, da kakšnih občutljivih informacij v sam klepetalnik ne vnašate. Ne, se pravi, vnašajte samo tisto, kar veste, da mu vi hočete zaupati, oziroma kar sami veste, da vas načeloma to ne more spraviti v neko nevarnost. Tako da varnost je pa tukaj sigurno na prvem mestu, ko se pogovarjate z njim. Sej, bom tako rekel, ni zasebnost, ko imaš telefon, pač zasebnost je itak, nisi nikjer, ne, ampak vseeno pri vnosu teh informacij pa vseeno dobro biti previden, da ne zaupaš tem inteligencam preveč, ker kot sem povedal, podatke, oni dejansko, te umetna inteligenca se trenira na podatkih, ki jih tudi vi vnašate, ne samo s podatkov, ki jih pridobijo na spletu, ampak tudi skozi vaš pogovor, ne, ker tudi pri Google recimo tudi piše pri Geminiju in na GPT-ju, mislim, da pač piše, da se lahko podatki uporabljajo za nadaljnjo treniranje, nekaj v takem smislu to piše. Ne. Tako da, bom tako rekel, varnost je na prvem mestu glede tega. Tako da jaz, ja, zmenim. Super, zdaj pa, evo, Irena je že začela ta sistem, ki ga želim, da se ga tudi drugi mogoče poslužujete, se pravi, dvignete rokico, pa bomo šli k vprašanjem, a ne? Kot je Miha že napovedal, tako da, evo, Irena, prosim. Mene zanima, če tele aplikacije, Gemini pa ChatGPT, če moraš imeti, ko je kamera vklopljena, luč prižgano. Ja, je itak, ja, moraš imeti to pa zato, ker je sistem na enak način kot neka videča oseba, ne, recimo, ko slika s kamero okoli, ne, se pravi, svetloba mora biti, ne, zato, ker kamera isto ne boš videl z njo, pač v nočnem času inteligenca glih tako čez kamero ne vidi, ne, kaj je pred tabo. Tako da ja, je zaželjeno, da je luč. Tudi recimo, če kakšna besedila poskenirate, ne, da vam prebere recimo kakšno knjigo ali pa kakšne stvari, ne, že videči morajo brati pod lučjo, ne, pri teh zadevah je pa isto, ne, ker inteligenca v bistvu tudi gleda na nek način. Tako da ja, mora biti. Je zaželjeno, no, tako bom rekel. Ja, hvala. Ni za kaj, ni za kaj. Super, kar naprej, če je še kdo? Zaenkrat nič, če ne pa lahko tudi vprašanje, če vam je lažje, ampak verjetno ne, no, natipkate v chat. Mene pa v bistvu, dokler nimamo kakšnega vprašanja, še zanima, res mi je bila zanimiva varianta tega podcasta, ker jaz tudi zelo nisem vešča uporabe, a ne, te umetne inteligence, zelo malo uporabljam, zelo povprečno. In me zanima, se pravi, kako si že prišel do tega studia, kjer lahko to naredim? Se pravi, ja, kakor sem že prej povedal, samo,
Ker gre hitro mimo, ne? Tako. Ja, to je dejansko, mi bi si mogli vzeti 5 ur časa, da bi mi dejansko šli korak po koraku pa vse to pogledali, ampak bom sem na hitrco povedal, ne, se pravi, da prideš ti do tega Notebook ML, greš na spletno stran notebooklm.google.com in ko potrdiš dejansko v tem Notebook LM in ti potem moraš najti gumb, mislim, da je ustvari novo beležnico in ti, ko to klikneš in se ti tukaj lepo odpre v bistvu že razdelek, kjer lahko ti vnašaš vire, se pravi hitra raziskava, split drive button, kopirano besedilo. Ti lahko iz driva dodaš datoteke noter direkt, ker je tako integrirano, lahko kopiraš besedilo direkt noter, lahko PDF dodaš, lahko, se pravi, naložiš datoteko z računalnika, še celo za YouTube mora biti nekje povezava, sem ne vem, zakaj zdaj tukaj ne najdem. In tudi iz spletnih strani, recimo, daš nek URL in pa gre ta Notebook LM gre gledati po spletni strani noter, vire. Tako da ti, ko tukaj ti vire dodaš, pa dejansko ti on že avtomatsko povzetek naredi in pol spod, ko klikneš na zvočni podcast, ti ga bo sam naredil, ne. Imaš pa tudi spod gumb lastnosti oziroma prilagodiš podcast, ki sem prej povedal, ne, da pol imaš tudi za napisati opombe, da ti recimo določen segment izpostavi, ko ga ti želiš. Ne. Super, evo, hvala. Še kdo? Ja, jaz se prej nisem dvignil roke, če lahko vprašam. Glede teh virov, če se recimo v angleškem jeziku pa to, on to je v stanju pol recimo narediti ta slovenski, v slovenščini podcast ali bi bila to težava, če niso vsi viri v slovenščini? Narediti tudi v slovenščini, ja. Če imaš ti angleški, recimo nek video z YouTubea, pa te zanima, kaj je v tem videu, ti bo on naredil povzetek v slovenščini. Ali pa tudi za druge vire. Odlično. Ja. Zdaj je tako. Ja. Lahko jaz vprašam, Zlatko tukaj. Ja, daj. Si poskusil kdaj reči, da opiše sliko in da te pripelje do neke točke v tej sliki? Vodenje. A misliš, da bi, ne vem, mu neko fotko, pa je gor več stvari, pa da kaj, mi pove, kje se neka določena stvar nahaja na sliki, a to misliš? Ja. Ne, tega nisem še probal, to pa priznam, da tega nisem še probal. No. Ali pa recimo v teoriji ne bi šlo, če bi ti zdaj rekel, da naj preveri, če je v tej sobi, kjer si božično drevo, in kako bi do njega prišel. Sklepam, da bi ti znala opisati, da je in ne vem, da moraš mimo stolov ali kaj jaz vem. Morda ne, bi bilo za probat, ne? Ja, to je za probat, ampak tudi izrecno so napisali, da ne tega uporabljati v namene navigiranja, ker je to prenevarno, zdaj za kakšne prostore noti, ne pa probavljati tega na kakšen cest. Ja. Hvala. Super. Ja. Evo. To moram po drugo aplikacijo narediti še. Bo tudi to, samo pač še traja, to ne bo tako hitro. Ja, še eno vprašanje, če lahko. Ne vem, če si omenil, pa sem tudi preslišal, kakšna je zdaj razlika predvsem pri Geminiju, ki si sam prej rekel, da uporablja zdaj plačljivo različico, kakšna je v bistvu razlika med navadno pa to plačljivo, pa koliko je cena. No, saj to bi lahko tudi pogledati, ampak ti sigurno to z glave veš, pa ja, hvala. Ja, cena je za Pro 22 na mesec, zdaj razlika je pač v tem, da imaš pri brezplačni imaš načeloma na voljo ta hitri model, se pravi, ko ne razmišlja pri samih odgovorih tako zelo podrobno, ti odgovori v parih sekundah, medtem ko pri plačljivem imaš pa tudi tam model zdaj 3 Pro, mislim, da se mu reče, ko razmišlja dlje časa. Saj mislim, da je tudi v brezplačni, ampak je precej omejen sporočil, nimaš prav zelo veliko sporočil. Pri Proju imaš pa AI Pro plano za 22 €, imaš pa pač precej več teh promptov oziroma sporočil,
kjer on dlje časa razmišlja in ti pol da tudi bolj točne informacije. Potem generiranje videoposnetkov imaš tudi pri Proju, ne. Pa v ta notebook LM lahko ti precej več teh vsebin narediš, kakor v brezplačni, ne. Imaš pri brezplačni tudi, ampak ne vem pa zdaj z glave na pamet, koliko jih lahko na mesec narediš, to pa ne vem. Vem pa, da je pri Proju precej več tega, ne. Tako da je nekaj, pa pač pri Proju še tako, ne. Pri Proju pa da Google še recimo 2 tera prostora za Gmail, za Google Drive pa to, ne, za te zadeve dobiš še 2 tera placa, pa lahko še potem še recimo dodaš družinske člane noter za isto ceno, se pravi, ti plačuješ 22 € in do 5 ljudi lahko v to not dodaš in vsi uporabljajo pa lahko umetno inteligenco in si delijo koledar, Drive in te zadeve. Super. Imaš še kdo vprašanje, pa ne zna mogoče rokice dvigniti, lahko tudi kar takole vprašate. Okej, zaenkrat ne. Bi pa mene še zanimalo, seveda obstajajo tudi drugi te AI, bom rekla, asistenti, a ne. Recimo tudi telefoni imajo različne, tudi naš recimo Blind Shell ima Luno, ampak sklepam, da temelji to na čem? Verjetno na osnovi ChatGPT-ja ali kako? Se pravi, a bi bila, recimo, kakšne po tvojih izkušnjah so razlike med temi različnimi AI asistenti, a ne? Kje se mogoče največ razlik vidi in kako izbrati najboljšega, ne, tudi to? Najboljšega je dejansko kar težko danes zbrati, recimo, ajde, zdaj imamo 2, oziroma zdaj recimo imaš GPT, imaš Gemini, imaš DeepSeek, imaš Grok, tudi, ne, od Twitterja. Sem zdaj odvisen, kako zbrati najboljšega, jaz težko rečem, ampak po mojem, saj v odgovorih so si zdaj vsi kar precej, bom rekel, podobni, ne, in zdaj je v bistvu odvisen samo od tega, kaj boš ti dejansko bolj rabil, ali boš ti rabil, ne vem, bolj, ali ti je bolj pomembna integracija z Gmailom, Drivom, s telefonom v končni fazi, ne, ke imaš Android telefon, recimo v tem primeru bi jaz šel na Gemini-ja, ne, zdaj, če ti je pa bolj pomembno, ne vem, da se boš ti bolj preprosto, sproščeno pogovarjal z njim, ne, je pa v tem primeru ChatGPT še zmeraj po mojem na prvem mestu, kar se tiče same interakcije, ne, in podajanja odgovorov in informacij. Pač GPT je le prvi začel, ne, čeprav zdaj se tudi Google precej bliža njim, ne. Zdaj že po enih ocenah pravijo, da Gemini celo prehitel že ta od GPT-ja model 5.1, ki je prišel ven, ne, tako da je zdaj res odvisno, kaj dejansko ti rabiš, moraš majčkeno razmisliti, ne. Recimo DeepSeeka jaz nisem nekaj testiral še veliko, to priznam, nisem ga še toliko sprobavljal, tudi zato, ker nima teh integracij, ko jih imaš recimo pri GPT-ju pa Geminiju, ne. Ko dejansko ga lahko z zunanjimi aplikacijami povežeš, ne, in ti pol iz tistih aplikacij tudi, kakor sem prej rekel, da si koledarje delaš ali pa maile pošiljaš itd., ne, tako da odvisno, kaj rabiš bolj, no. Super. Okej. Še eno vprašanje imam jaz. Kar? Se slišimo, ja? Kaj pa Microsoft Copilot, si že probal? Tudi Copilota sem probavljal, sicer to dela na osnovi GPT-ja, ne, tako da so odgovori dosti podobni, je pa res, da Microsoft ga je pač tukaj integriral v svoje te njihove aplikacije, ne, zdaj že v Wordu not, v Excelu celo, ne. Tako da dejansko lahko rečemo, ne, da Copilot je v bistvu GPT varianta, ker je pač integriran znotraj Microsoftovega okolja. Je edino to, da ima veliko stvari brezplačnih, a ne, pač veliko teh, kar mu daš, recimo sliko ti bo generiral, svojo sliko ti bo, mislim, kar mu daš, ti bo sliko naredil tudi lahko, a ne, pa kode ti generira pa vse, tako da. Ja, se v bistvu isto kot GPT sam, direkten ali pa Gemini, ja, na enak način lahko ti delaš tako, pa se pogovarjaš, ne, da ti kodo generira ali pa slike naredi ali pa za videe, ne vem, a jih tudi dela ali ne, vem pa, da to ti pa naredi vse, ja, tako da, ja, pa znotraj svojih aplikacij imajo noter tudi tega Copilota. Pa ja, je brezplačen, ne, je pač,
imaš tudi plačljivo varianto, kjer dobiš dodatne funkcije, ampak ja, se dejansko, če imaš ti že naročnino na Office 365, moraš itak plačati, ne, tako da dejansko. Ja, pa ti pa to zraven pripada, ne? Ja, tako. No, se itak ima več ali manj ima stvari brezplačnih, tako da... Saj tudi te aplikacije, Gemini načeloma ali pa GPT brezplačni varianti zelo dobro delata. Dejansko sej bom tako rekel, za splošno uporabo se vam ne splača zapravljati denarja, ne, ker vam dela tudi video način zastonj. Na Geminiju 100%, mislim, da tudi na GPT-ju zdaj dela v zastonjski varianti. Wow. Kaj pa tisto, ko si prej razlagal za Geminija, recimo, ko vklopiš tisti video live klepet, ki ti razlaga, kaj to tudi spada pod brezplačno? Ja. Ja, tudi. No, pa sem pa jaz s tem poigral, ko mi čakam. Ok, Pa še hvala. celo v različnih jezikih se lahko pogovarja z njim. Kjerenkoli, ponovadi sicer kar na jezik, ki imaš na telefonu ga, pa se lahko, pa mu pa rečeš, v kakšnih drugih jezikih pa se lahko pogovarja z njim. Zanimivo. Ja, dejansko se jaz vam tako rekel, jaz sem dostikrat len za kakšen mail napisati v angleščini, pa pol kar rečem, daj mi kar sestav mail, pa da ga pol sem pošljem naprej, ne. Zato, ker mi bo tudi vse besede, recimo v angleščini, pa itak bo prav napisal besede, ne. Ker veš, kako je, eno je pogovorna angleščina, eno je pa, kaj treba pisati, kaj moraš misliti, da boš besedo prav napisal, ne. Tako da recimo, jaz ko kakšne maile angleščini pošiljam, ponovadi sem kar len, pa se kar na to zanašam, tako da, ja, treba izkoristiti, če nam je na voljo, bom tako rekel, ne. Ja, samo to moraš imeti Googlovo, to moraš imeti moraš imeti Gmail. Pač ne, saj ti lahko v klepetalnik napišeš, ne vem, lahko ti napišeš recimo povzetek v slovenščini, on ti ga da v angleščini in ga pol skopiraš v Gmail noter za novo sporočilo, ko daš, ne, ga samo prekopiraš recimo, ne, tako da. Ne, jaz nimam Gmaila, jaz sem neki čist, jaz sem Gestarnesa, veš. Ja, pa saj isto, saj dejansko isto prekopiraš lahko noter, pol, tako da. Gre. Vse gre. Super, evo. Imamo še kakšno vprašanje? Torej, izgleda, da ne. A imaš kakšno za Apple, kakšno, jaz imam sicer oba noter, pa tudi Copilota sem si, samo Copilota še nisem probala. Zdaj sem gotovila, z Geminijem se pogovarjam, no, ker ChatGPT prej se ni dal pogovarjati, kaj dosti pa. Za Apple je tako, Apple bo itak zdaj naredil z Gemini, z Googlom so naredili pogodbo, ne, tako da Apple bo zdaj Gemini od Googla uporabljal. Ko bodo pa oni to integrirali v svoje okolje, še ne vem točno, ampak bo pa drug let, ne, tudi Apple svojo predstavo. Sicer bo delal na podlagi Geminija, ampak oni bodo naredili tudi čisto svojo varianto. Ne. Tako da na Apple dejansko še prehaja, ne, ker Apple jim je orang smolo. Oni so dejansko bili med prvimi, ki so hoteli predstaviti umetno inteligenco v Appleovih telefonih, pa so ga v bistvu kar dosti polomili takrat, ne. To se jim je orang ponesrečilo, ker pač ni delal tako, kakor so si oni zamislili, ne. In oni so dejansko pol to opustili, zdaj menda pa z naslednjim letom ne bi pa od Googla Gemini uporabljali. Ampak oni bodo dali svojo ven, ampak bo pač na podlagi tega, ne. Še prehajamo, da je. Evo, super. Pa smo nekako sklenili tole predavanje. Moram reči, da je bilo vsaj z mojega vidika zelo zanimivo. Sem videla kar nekaj novih stvari, ki jih ne poznam. Imam še eno idejo, bom mogoče poprosila Miho, da bi nam napisal en mini povzetek, mogoče, da imamo tako zbrano na kupu v enem dokumentu, a ne kako do kam priti, no, pa o čem smo se pogovarjali. To sem prepričana, da ti lahko pomaga umetna inteligenca, je tako? Ja, normalno. Odlično, evo. Tako da, evo, mogoče čisto zadnja priložnost, če se še komu utrne kakšno vprašanje, lahko zdajle. Prek telefona se znam pogovarjati, kaj pa prek računalnika? Prek računalnika pa lahko s ChatGPT-jem trenutno komuniciraš na isti način, kot s telefonom,
Se pravi, ko odpreš aplikacijo, moraš samo najti gumb začni glasovni način. Ponavadi je to spodaj na spodnji stran, če greš od spodaj gor, tam ko pišeš, oziroma takoj pod tistim poljem za napisati sporočilo se ta gumb nahaja. No, tako. Ko pa uporabi računalnikov mikrofon. Tako je, to te bo zadovoljenje vprašal in to je to. Super. Tako, kot sem rekla, predavanje se je snemalo, tako da ga boste lahko tudi še poslušali, če ga boste želeli. Nekako sestavljamo še tudi v prihodnje kakšno podobno predavanje, ne, zdaj je to polje res aktualno. Tako da nič, Miha, hvala res za to super predavanje. Sem prepričana, da kakšno vprašanje lahko naslovimo še nate, če je kaj takega. Ja, normalno. In mislim, da je to, evo. Lepa hvala tudi vsem, ki ste se udeležili tega predavanja. Zanimanja je bilo kar nekaj, tako da očitno smo kar dobro zadeli tole temo. In evo, nadaljujemo, bomo rekli, je tako. Še mogoče kdo kaj? Jaz bi sem rekla, Miha, hvala in Petra, hvala za organizacijo. Mislim, da to res rabimo, da je vsem koristen in da se tudi tako družimo in se tudi tako lahko en drugemu kaj pomagamo, kaj naučimo, pa v bistvu en od drugega največ, ne? Glih mi, ko to najbolj rabimo. Rabimo vsi, ampak nam zelo korist še druge namene, ka vidiči mogoče nič na misel ne pride toliko kot nama, ne. Hvala pa srečno z moje strani. Evo, hvala, ja, z veseljem in tale res je bilo dobro izpostavljeno, res je težko, v bistvu tudi jaz kot videča, ne, sem zelo vesela, da imam tudi vašo pomoč zunanjih sodelavcev ali pa tako, a ne, ki potem res lahko naredimo nekaj koristnega za vas, a ne. Tako da, evo, super, hvala še enkrat, Miha, in bomo rekli, smo na vezi. Smo, tako je. Točno to, sprejemaš vprašanja. Tako, lepo se majte, hvala. Ajde, živ, čau. Sprejemam pomoč. Ne, Petra pa potem posredovala, pa ti predavanje naredil. Drži, tako je, seveda. Tudi to, seveda, če imate še kakšne dodatne vprašanja, želje ali pa feedback, z veseljem pošljite na moj mail. Ti me kar na telefon poklič, ne rabiš Petra, Evo, no. ti me kar poklič. Tako je, zdaj pa tudi vesela. Kar predstavimo tekst prek tega ChatGPT-ja, ne. Se pravi, kar... Da dokažemo, da obladamo, ne. Tako. Hvala. Tako, bodite lepo, pa jaz še moj mail povem, se pravi petra.derganc@zveza-slepih.si. Se slišimo, smo na vezi, bodite lepo. Čau. Enako. Adijo. Čau.